Tako, zdaj sem pravkar povečerjal in zdaj vas bom zapeljal še na zadnji večerni sprehod po Negombu. Fajn sem se najedel. To so naši kuharji. Adin, tomorrow. Bye. Ciao. Zelo prijazen fant. Je iz Pakistana, drugače Adin mu ime. Pomislim, da celo iz Pakistana prihajajo si služiti kruh na Šrilanko. To je Negombo zvečer. Gremo na en sprehod. Naj spolistim še zadnje minutke svežega zraka. Ura je 7, turisti šele prihajajo ven na večerjo, jaz sem malo bolj zgoden, da vam razkažem, kako izgleda to zvečer. Pravkar je bil sončni zahod. Pločniki niso za prehladiti, no, treba malček paziti. Jutri imajo na Šrilanki je nacionalni praznik, dan, kako se reče, osamosvojitve od Angležev, ne, ker so bili pol tisočletja kolonija prvo Portugalcev, za njimi so prišli Nizozemci, pol na koncu so naredili štalo še Angleži in menda leta 1947 je Šrilanka postala neodvisna država, ne vem, kako se reče, bla, bla. Kak sem se fajn najedel, ljudje. Sem jedel zopet piščanca z rižem pa mešano solato in mi je stala večerja 4,5 evre. Ja. Hello. Hello, ciao, how are you? Ciao. Walk, last walk. Ciao. Tu je neka ambulanta. Delujejo tatuje, pa piercinge, pa tako dalje, trgovina z obutvijo. Na tem koncu še ena njihova cerkev katoliška, ne vem, kako je ime. Ja, tu je polno cerkva v Negombu. Tu imajo fajn sadno kupo za 80 centov. Tu sem pač, ja, kaj sem hotel povedati, sem že pozabil. Suvenirčki.
in z očalmi. Je še zgodaj, 7 ura, pa 5 minut. Hello, how are you? From Slovenia? Yes, Slovenia. Yeah. Come No, back, no, here. I go on walking. Okay. Excuse me. Are you work? Please come there, okay? There is my table for you. Yeah, Please go there. excuse me. Ne razumem, kaj mi hoče povedati. Jo, fajn restauracija, tudi tale. Pojde pa ta restauracija, tudi lepo zgleda. Lušno, tu restauracija. Ja, tam je zelo všeč. Ja, tu je ogromno restauracij, predvsem ribjih. Cene so že kar zmerne, nič se ni podražilo od lani. How are you? Kako imate? Hyundai? Hyundai! Nekaj trgovinic. Lepi lokalčki. Probaj preko ceste. No, do zdaj ni bilo nobenega vozila, zdaj pa kar cela kolona. Ja, se je prišlo še kar hitro. Trgovina spominki, ena restauracija, čau. Hello. Tu plajo alkohol.
ta hotelček kaki lušen. Pa tale. To je to najlepše drevo v Negombu. Kak mi to všeč. Kako veliko krošnjo ima. Pogledajte to. Možakar pa opazuje. Čudovito. Idemo še malo naprej. Kako fajn krožnišče. Italijanska restauracija. Tudi italijanska restauracija, Leonardo. Ta hotel tudi ogromen, samo zdaj po noči se ga vidi po šmoh, kar velik je. Se vidijo samo luči.
teka. Tukaj so sadne solate in tako dalje. Poglejte to zgradbo. Je, nice. Zelo lepa je. Čudovita. Še ena restauracija. Good evening, good evening. No, I think only walking. Tu sem dopoldne kupil spominke, ne, za moje prijatelje v Celju. Nekaj spominkov, nekaj malega smo potrošili. Zdaj hodim že približno kako urico, ker vsake toliko časa dam kamero na pauzo in še malček pa bom šel počasi nazaj, ker me že noge bolijo. Bom šel malo počivati. Kak fajn klobučke imajo, gledajte, ali so dobri. Zlatarna.
Tu je še en lušen lokal, tega se spomnim še od lani. Ja. Good evening. Good evening. Very nice. What do you want here? Seveda, ti spominki so blazno dragi, ker jih kupujejo samo tujci. A med tujci je ogromno Rusov, pa Japoncev, pa Kitajcev in imajo nekoliko boljši standard kot mi, ne? Vsaj nas. Kak je to dobro? Super izgleda. Il gelato e il caffè arati. Tu ima il caffè. Gazirane pijače. Alkohol prodajajo v posebnih trgovinah, v navadnih alkohola ne smejo prodajati, niti vina, niti piva, niti žganih pijač. Morate iti v take posebne trgovine in dobite marsikaj. Alkohol je nekoliko dražji kot pri nas. Zelo zanimivo je, da tu alkoholizma skoraj ne poznajo. Sem pa tam ga radi kaj spijejo, samo ni to njihov nacionalni šport, da bi vsak dan spili kozarček, 2 vina ob jedi. Pozabite vi to. Če kaka fešta, pa pijejo viski zraven ribi. Samo to se zgodi enkrat na mesec, oziroma za praznike. Ni to, da bi konstantno se napajali z alkoholom vsak dan, kot pri nas, na primer, ne. To mi je všeč pri njih. Hello. Še en lep lokalček. Da je tudi en fajn lokal, imaš feeling, kot da si na eni šagri, pa cene so take še kar zmerne, ni predrago, kar fajn. Ljudje, počasi bom zaustavil s tem videom, gledajte primerne cene. Tam obroki od 1500 do 2000, to poprečju, se pravi 5 do 8 evrov, lahko se fes naješ. Tu se še nekaj dogaja, ne vem kaj. Ja, fajn lokalček tudi tule. Kaj pa tu igrajo? Čuden
Kako imate? Ondaj? Ondaj, 100 Gremo naprej. Opa. No, še malo pa bomo zaključili z današnjim večerom, ker Elvis je že nekoliko zmatran. Ne, jutri počasi potujem proti Sloveniji. Čudovito je bilo, čudovito sem se imel. Edini problem je bil ta, da nam je malo vreme ponagajalo, je bilo kar dosti dežja. Dobro, saj nismo sladkorja, ne? Ampak pa internet je dosti nagajal. Tako da, pa še malček sem se prehladil, hvala Bogu, zadnje dneve, tako da večjih problemov ni bilo. Same superlative in upam, če bo šlo vse po sreči, se vrnem že letos decembra nazaj na Šrilanko. Upam vsaj. Če bom hudo šparal in stiskal in tako dalje, se vrnem na Šrilanko, ker tule se počutim fantastično. Ne? Tako. No, v glavnem za 30